Došli v oddaji I Am Young, mladost brez meja. Moje ime je Kristjan in sem vodja platforme MČM Young, ki pomaga usmerjati karierni in osebni razvoj liderjev naslednje generacije. Tudi danes bomo v oddaji gostili vrhunsko mlado slovensko liderko in skupaj dokazali in prikazali, koliko potenciala premoremo v Sloveniji. V moji družbi je danes Nina Langerholz-Čebokli, članica uprave podjetja Demos Helsinki. Nina, dobrodošla. Zdravo, hvala za vabilo. Z veseljem. Deva začeti malo drugače ta današnji pogovor. Povej mi 3 stvari, ki jih ljudje morajo vedeti o tebi. 3 stvari. Prvič, da sem zamenjala, mislim, da 5 karier, od začetka pa se je recimo 5-krat prestrukturirala. Drugič, da za spremembo mogoče od večine ljudi jaz obožujem spremembe. In tretja, da poleg sprememb obožujem tudi biti sama in v hribih. Odlično, evo, te že boljše poznamo. Omenila si, da si zamenjala kar nekaj kariernih poti, bomo rekli. Katera pa je bila tista funkcija, ki te je najbolj izoblikovala v liderko, kot si danes? Težko bi izbrala eno, ker vsaka naslednja je dodala znanju pa izkušnjam tiste prejšnje. Če pa vztrajaš, da izberem eno. Vztrajaš. Ne, jaz mislim, da je sigurno ta zadnja oziroma trenutna, kjer imam možnost tudi delovati v upravi in v mednarodnem okolju, da je ta dodala še tisti del liderstva na prejšnje izkušnje tudi v zelo različnih vlogah. Omenila si te različne vloge. Zelo zanimiva pa mi je bila ena od njih, seveda, številne od njih, ampak ustavil sem se, bila si vodja kabineta na Ministrstvu za javno upravo. Mi lahko poveš, kaj dela vodja kabineta? Kaj dela vodja kabineta? Mislim, da ni enoznačnega odgovora. Tisto, kar bi mora početi vsak vodja kabineta, je skrbeti, da kabinet ministra poteka tekoče, da prioritizacija in priprava gradiv za razne odbore poteka tekoče in učinkovito. Potem si pa verjetno vsak vodja kabineta in s tem tudi jaz izoblikuje svojo vlogo malce drugače. Mene je vedno vleklo bolj v razvoj, bolj v inovativnost, v spremembe. Tako da sem kar velik del svojega časa preživela usmerjena v spremembo, kako sistem javne uprave deluje in s tem povezane tako imenovane inovativnosti v javnem sektorju, ki me v bistvu žene naprej še danes. Takrat si bila zelo mlada, če imam prav. Koliko let si imela, ko si to funkcijo prevzela? Jaz mislim, da sem bila takrat funkcijo nastopila, ko sem bila stara 30. Ja. Kako pa si kot mlada liderka doživljala, da opravljaš tako odgovorno nalogo? Si imela kakšne izzive? Ogromno. Ogromno. Mi poveš nekaj konkretnih, bom rekel. Ja, ogromno izzivov večplastnih. Od občutka samozavesti za sprejemanje odločitev, od občutka ostalih, da nekdo, ki je mlajši po letih, lahko ima izoblikovano mnenje in usmerja tudi starejše, bolj izkušene sodelavce, uradnike, odločevalce. In predvsem pa z vidika obsega dela, kako se osredotočati na stvari in prioritizirati tiste, ki imajo največjo vrednost, kaj je bolj pomembno od nečesa drugega. In pa pol tudi osebno mislim, da kako graditi zaupanje do ekipe, kako ohranjati njihovo motivacijo in se zavedati svojih slabosti, pa biti iskreno pripravljena se izboljševati. Kako si se soočila s tem, kar si omenila,
da moraš dajati navodila starejšim od sebe in da te moraš biti konec koncev šef starejšim od sebe. V prvi vrsti bi sigurno rekla, da je to proces in uspeh v tem procesu se mi zdi vedno, da ego ne prevlada, ampak nek ta pristop, da se zavedaš, da so mogoče mnenja drugih ali pa neki tudi v kakšnih momentih predsodki ali pa nezaupanje utemeljeni na njihovih preteklih izkušnjah in so legitimni. Tako da skozi proces krepitve zaupanja ali pa dokazovanja usmerjenosti k rezultatom, dokazovanja, da me marsikatera ali komentar ali gesta ni spravila iz tira, da sem vztrajala na svoji poti. Mislim, da nam je to potem kot ekipi celotnega ministrstva takrat uspel preseči. Sem bila zelo hvaležna tudi in zelo odprta za katerekoli nasvete, ideje, tako da odnos je treba zgraditi v vsakem primeru. Verjamem, da so nekatere specifike podobne v gospodarstvu in v javnem sektorju. Ti si na neki točki naredila ta preskok, šla si delati v gospodarstvo. Bi mi znala mogoče orisati dve ključni prednosti dela v gospodarstvu in dve ključni slabosti v primerjavi z javnim sektorjem? Ja, jaz bi samo še dodala, da tudi v javni sektor sem prišla iz privatnega sektorja, tako da sem zamenjala večkrat. Si rekel, prednosti in slabosti. Prednosti dela v privatnem sektorju, mislim, da je predvsem regulative, ali pa vsaj po mojih izkušnjah glede na industrijo je bilo regulative manj. Trg je bolj silil hitrim odločitvam ali pa sprejemanju tveganja. Enostavno te sili, ker je treba preživeti, je treba ustvarjati dodano vrednost. To je recimo ena. Še recimo o privatnem sektorju. Slabost ali pa večji izziv je ostati relevanten na trgu, hkrati stalno se prilagajati. V javnem sektorju se mi pa zdi ostati, če je to nekaj, kar te žene, poslanstvo ustvarjati boljšo prihodnost države, se mi zdi zelo, se pravi, če ima oseba, pa v tem primeru jaz sigurno da to motivacijo in poslanstvo, sem jo čutila veliko bolj kot v privatnem sektorju, kjer so cilji ponavadi kvartalni, pa druge vrste, druge sile ženejo, poganjajo napredek. To je res dober tako pogled, na katerega ne bi sam osebno pomislil na prvo žogo. Pa si v bistvu vse te izkušnje iz javnega in iz privatnega sektorja si potem na neki točki uporabila tako, da si bila ena izmed pobudnic iniciative Partnerstvo za spremembe na MČM Slovenija. Povej mi več o tej iniciativi in zakaj si se odločila, da boš začela to poslanstvo? Ja, z veseljem. To je ena izmed najlepših spominov ali pa recimo kariernih spominov, ki jih imam. Začetek seže že kar kakšnih 10 let nazaj. Iniciativa je pa nastala zelo spontano v okviru Snežne kepe pod okriljem MČM-a z generalno direktorico Zajšo Vodnik in s takratnimi člani Snežne kepe in pa z našim takratnim ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem smo se srečali, začeli pogovarjati o, kaj so glavne ovire, da javni in zasebni sektor ne sodelujeta bolj učinkovito. Prepoznali smo stereotipe, družbene stereotipe kot eden ključnih razlogov za to in se odločili za eksperiment izmenjave zaposlenih, da testiramo, ali res stereotipi
držijo, ali so res uradniki samo takšni, kot si jih predstavljamo, in ali so res zaposleni v zasebnem sektorju takšni, Pa so res? drugačni. Ne, ne, tisto presenečenje na koncu, ki mi res se še zdaj naježim, ko se spomnim zgodb po teh izmenjavah, kjer so ljudje iz obeh sektorjev delili take čudovite zgodbe, spoznanja, da javni sektor ni len, da zasebni sektor ni samo dobiček. Stkale so se povezave, prijateljstva, ki so ostale še dolgo po končanih izmenjavah. In to je bila tista energija in pogon, ki je potem omogočil tudi nadaljevanje tega projekta še nadaljnjih 9 let. Vrhunsko. Še več takih akcij in iniciativ. Hvala za enkrat, se vrneva po kratkem premoru. Hvala. Dobrodošli nazaj v oddaji I am young, mladost brez meja. V prvem sklopu sem se pogovarjal z Nino Langerholz-Čebokli, ki ima danes s seboj skritega gosta. Bom pa kar predal besedo Nini, da ga predstavi. Hvala. Ja, s sabo sem pripeljala svojega skritega gosta, profesor dr. Dana Podjeda, s katerim se kar poznava zdaj že vrsto let. In Kristjan, če si prej omenil Partnerstvo za spremembe, tisto iniciativo, najina pot pa poznanstvo se je praktično začela takrat in sva ostala v stikih. Dan me je takrat zelo očaral s svojim drugačnim pogledom, kreativnostjo, znanstvenim pristopom in ja, v bistvu sva postala skozi ta leta kolega, prijatelja in ostala v stikih, tako da mi je res v čas, da si vzel čas, da je prišel z mano. Nisi več skriti. Hvala za povabilo, pa hvala, da ste me odkrili. Tako, tudi meni je v čas, da vas lahko gostimo v naši oddaji. Pred oddajo smo se zmenili, da se bomo tikali, samo da veste. Tako da dajmo kar začeti. Dan, si antropolog, kot je Nina omenila, in si tudi avtor knjige Zakaj svet potrebuje antropologe. Te lahko prosim, da mi v 2 stavkih poveš, zakaj? To je pa zdaj tako, kot da bi chat GPT-ju naročil v 2 stavkih, bom poskusil. Je kar izziv. Kako podredje vmes. Svet potrebuje antropologe in antropologijo zato, da postane varnejši za družbene razlike med ljudmi. Živimo v precej nevarnem svetu, kjer se včasih kregamo zaradi tega, ker mislimo, da je nekdo boljši od nekoga drugega. Antropologija pa nam pove, da ni ena družba ali pa družbeno okolje boljše od nekega drugega, temveč da so vsa enako pomembna. Slovensko, japonsko, južnoafriško, katerokoli družbeno okolje ima neko svojo vrednost in veljavo in pomen. In tudi vsak človek na tem svetu, vsak od 8 milijard ljudi na svetu je za sebe središče tega sveta. In bistvo antropologije je, da nas malce razsredišči. Ne mislimo, da smo najpomembnejši na svetu. Zato svet potrebuje antropologijo. Najlepša hvala za to razlago. V svojem delovanju veliko poudarjate... Si rekel, da me boš... Res je, se opravičujem. Imaš za pijačo, seveda? Seveda, takoj po snemanju. Prav. Veliko opozarjaš, da so mladi odvisni od elektronskih naprav. Zdaj pa zelo konkretno vprašanje, kako lahko nek mlad posameznik praktično se odklopi, če se toliko dogaja na dosegu roke? Še več kot mladi, mislim, da tudi mi trije tule, naša družbena skupina, naša starostna skupina, da smo mi zasvojeni z zasloni, zgražamo pa se nad mladimi. Mi tarnamo po Facebooku, da so mladi ves čas na TikToku. Ja, na čem smo pa mi? Dajmo najprej to razčistiti. In zdaj mi je pa odpadel mikrofon, ki si ga bom zataknil nazaj. Evo, hitro rešeno. Okay. Tako da vidite, da smo antropologi tudi usposobljeni za reševanje tehničnih problemov. Ne mislim, da so telefoni sami po sebi problem. Mislim pa, da so problem zasvojljive vsebine, od katerih smo postali odvisni. In to gre namerno za zasvojljivost in zasvojenost. Gre za poslovni model, ki so ga razvila nekatera podjetja, recimo
podjetje Meta in podjetje Google, ki razvijajo vsebine na tak način, da se navlečemo na nje. In jaz mislim, da bi nujno morali, zato se zavzemamo letos, zvišati starostno omejitev, kdaj se lahko mladi priključijo omrežjem. Ker tisti, ki tkejo omrežja, na katerih preživljamo tudi mi ure dnevno, tisti svojim otrokom ne dajo nikakor telefona ali pa podobne priprave do 16. leta in jih pošiljajo v šole, kakršna je Waldorfska šola, kjer pišejo po tabli s kredo, pišejo z nalivnikom v beležke, v zvezke. Zakaj? Ja, že vejo zakaj. To je zagotovo zelo pereča tema. Če lahko skočim, Nina, tebi uspeva odklopiti? Ne. Ne? Ne, bom kar iskrena. Ok. Ne, mislim pa, da si probam uravnotežiti to s športom in s časom zunaj. Ne štejem minut ali pa koliko jih preživim na ekranu, vsekakor preveč. Se mi pa zdi pomembno, da takrat, ko pa odklopimo, da takrat damo možganom druge vrste misli, druge vrste signale, pa svež zrak. Odličen pogled na to temo. Samo, če lahko Seveda. dodam, prej sem me vprašal o omejevanju, ne? Res bi morali najprej omejiti tiste, ki proizvajajo te vsebine, ne? In tudi primerno sankcionirati to vrstna podjetja. Jaz mislim, da je to odgovor, torej ne da omejujemo mi sami sebe ves čas, pa svoje otroke, pa kar naprej in tiste kable vlačimo iz naprav, pa jih odklapljamo od zaslonov. Mislim, tu moramo sistemsko urediti kot Evropska unija in kot Slovenija ta problem. Poleg družbenih omrežij sedaj prihajajo tudi orodja umetne inteligence. Bi vas lahko prosil, da mi... Veš, da moraš spet dati za pijačo. Kar ne gre mi danes s tem tikanjem, ampak do konca oddaje se bom navadil. Mi lahko poveš 3 priložnosti umetne inteligence za mlade, ki jih ti prepoznavaš, in 3 nevarnosti. Čim bolj na kratko. Prva priložnost reševanje domačih nalog, druga nevarnost reševanje domačih nalog. Zakaj gre? Namreč jaz mislim, da lahko umetno inteligenco mladi izjemno koristno uporabijo za to, da rešujejo probleme, se naučijo več, hitreje. Hkrati pa se moramo zavedati, da se na ta način ustvarja kognitivni dolg. Torej, če na hitro dobiš rešitev nekega problema, potem ti ni treba razmišljati. In jaz mislim, da se morajo mladi naučiti razmišljati svojo glavo. Drugi problem oziroma druga prednost, naučiti se čustvovati. Mogoče se lahko tudi orodja, ki delujejo na podlagi umetne inteligence, uporabijo za to, da povadiš pogovor z človekom, preden se dejansko srečaš z njim, recimo na prvem zaposlitvenem razgovoru. In drugi problem, prav to, torej umetna čustva. Približno 1/3 najstnikov ta hip od tistih, ki uporabljajo ChatGPT in podobne klepetalnike, jih uporablja za čustven nasvet, za pogovor, kot bi ga imel s prijateljem. Zakaj? Ker prijatelja na drugi strani ni. In kar se nam dogaja zdaj, so nekaj, čemur bi lahko rekli, parasocialna razmerja z digitalnimi agenti. Torej nimamo razmerja z dejanskim človekom, temveč z nečlovekom, z napravo. In jaz mislim, da je to en največjih družbenih izzivov za prihodnost. Ja, tudi v poslovni svet je umetna inteligenca vnesla kar nekaj sprememb. Nina, na kakšen način se je tvoje delo spremenilo z uporabo umetne inteligence? Ti je lažje, verjetno, v nekaterih nalogah? Ja, v nekaterih primerih vsekakor kakšno analizo se hitrejš naredi, dobi kakšne nabor, recimo, idej. Osebno jaz veliko uporabljam pomoč pri prevajanju v bolj korporativni nivo angleščine, je pač zelo pomembno. Prej je treba vlagati veliko energije v to, recimo ChatGPT pri tem zelo pomaga. Kar pa ne, recimo, ne uporabljam ali pa ne rada uporabljam, je pa za samo kreiranje nekih vsebin, kjer sem vse preveč, ne vem, se zanašam, pa hočem sama to skreirati.
če pogledamo še naprej, onkraj umetne inteligence, v prihodnost, dajmo reči 10 let v prihodnost, katere 3 ključne spremembe družbene bi napovedal za prihajajočih 10 let? Lahko kar za prihodnjih 5 let. Dajmo. Ker za 10 let napovedovati naprej, to bi moral imeti pred sabo kristalno kroglo. To, ker živimo v res v času dramatičnih sprememb. Spet, moramo omeniti vsaj umetno inteligenco. Torej, zaradi robotizacije, avtomatizacije in še hitrejšega razvoja umetne inteligence, lahko po ocenah OECD, Svetovne banke, Svetovnega gospodarskega foruma, UNESCO in drugih mislišč, torej think tankov, pričakujemo od 10 do 30% potreb po delu manj. To pomeni, da se nam utegne zgoditi to, da bomo, mogoče tudi v Sloveniji, od največje zaposlenosti prišli do najmanjše zaposlenosti. Zdaj, vem, da se to sliši zelo dramatično, ampak dramatično je tisto, kar je rekel Geoffrey Hinton, boter umetne inteligence, ko so ga junija lani na CNN-u vprašali, pa kaj pa vi napovedujete za prihodnost, čez 5 let recimo, je rekel, 99% služb bo nepotrebnih. In potem so ga vprašali, kaj pa ne potem delamo, v kaj ne se prekvalificiramo, mi trije recimo, je rekel, postanite vodovodarji. To bo še nekaj časa delovalo in ljudje bodo še vedno potrebovali vodovodarja, kar ve vsak, ki je zadnje čase prenavljal kopalnico, da ni prišel robot, temveč je tam še vedno človek, ki ga seveda drago plačaš. Ampak ne moremo biti vsi vodovodarji. Tako da pa ne pravim, da bo to nujno slabo. Ne me zdaj narobe razumeti, da želim naslikati zgor to črno sliko, podobo prihodnosti, ampak dajmo se pripraviti na čas čez 5 let. Saj to, če bomo delali manj in bo potreb po delu manj, to lahko pomeni, da bomo imeli več časa. Saj zdaj delamo toliko bedari, tisto, čemer antropolog David Graeber pravi bullshit jobs. Bullshit je nekdo to prevedel po slovensko. Tukaj imamo teh nekih in vsak zase opravil na delu, in poklicev, ki so prav res bolj šihti, da se jih lahko kot družba znebimo. In bi bilo odlično, če imamo več časa, če delamo mogoče toliko, kot so delali naši kamenodobni predniki. Antropolog Marshall Salins je izračunal in predstavil to v knjigi Ekonomika kamene dobe, da so delali od 4 do 5 ur dnevno. Delali pa je pomenili tisto, kar delamo mi zdaj v prostem času. Torej kuhali, nabirali hrano, lovili, v bistvu vse to, kar upravljamo mi zdaj popoldne, ko pridemo z dela. In če bomo imeli neko življenje, ki bo bolj človeško življenje, več časa zase, za druge, za prijatelje, za družino, za pogovore, za poglobljene pogovore. Kdo ne bi podpisal, ne? In branje. Kdo ne bi podpisal, točno to. In vse to nam lahko omogočijo vsi ti procesi. Ampak, a bomo šli res tja? In kako bomo živeli? Kaj se bo zgodilo z vrednostjo denarja? Ker, umetne inteligence ne bomo plačevali. Tudi nam verjetno ne bo Elon Musk ali pa kdo od teh velebogatašev plačeval univerzalnega temeljnega dohodka. Super, najlepša hvala za ta pogled. Kar nekaj dobrih istočnic za premislek, za razmislek za naprej. Bomo nadaljevali ta pogovor, se vrnemo po kratki pavzi. Dobrodošli nazaj v naši družbi. Z mano sta Nina Langerhold-Čebokli in dr. Dan Podjed. Končali smo pri debati o tem, kam nas pelje razvoj umetne inteligence. Zdaj bi pa Dana Podjeda vprašal, kam gremo kot družba? Se razvijamo na boljše, po tvojem mnenju, ali na slabše? To je pa res težko vprašanje. Ne vem, kaj pomeni boljše. Če bomo imeli več časa drug za drugega, če se bomo večkrat dotaknili človeka na dan, zaslona telefona se dotaknemo 2617-krat, človeka mogoče premalokrat, potem bomo gotovo boljša družba. V povprečju pa mislim, da živimo bistveno bolje kot pred 500 leti, kot pred 1000 leti. Živimo dlje in jaz si želim, da bi izkoristili ves ta potencial, tudi tehnološki potencial, ki ga nudi svet, zato da res živimo bolj kakovostno življenje. Ampak to
tehnologije omogočajo vsem, ne zgolj peščici na tem svetu, ki si je nakopičila res ogromno premoženja. Zdaj, Elon Musk je recimo bo kmalu prvi bilijarder z B-jem na začetku. Po Forbesovi lestvici ima že zdaj več kot 800 milijard dolarjev, kar sem tako na hitro šel potem preveriti, koliko je to pravzaprav. To je 2% ameriškega letnega BDP-ja, ena oseba. Pa mu ne zavidam, res ne. Kdo misli, da mu zavidam njegov način življenja? Nikakor ne. Ne želim si, da bi delal jaz 100 ur tedensko, jaz si želim delati manj. Pa bolj kakovostno, imeti več časa zase, večkrat se pogovarjati z otroki, iti na sprehod, imeti čas, da si res privoščimo biti skupaj. Verjetno si tega vsi želimo, predvidevam, ampak če govorimo o razvoju, Nina, če gledaš svojo kariero, pa tudi v prihodnost, katere veščine recimo si ti razvila skozi vse te delovne funkcije, ki si jih imela, in kaj pričakuješ, da boš morala razviti, da boš lahko konkurirala na trgu v prihodnosti? Z vidika konkurenčnosti na trgu. Mogoče kaj sem razvila, stalno vzdrževala sem svojo radovednost, mogoče nisem si pustila ostati v mehurčku, stalno želim delovati majhen izven cone udobja in se potem krepiti na veščinah, recimo komunikacije, uporabljati empatijo, razumeti, kako deluje dinamika v različnih ekipah. Za naprej pa bi rekla ohraniti ali pa še bolj krepiti to stalno refleksijo pa opazovanje tako timov, tako gibanja in vse to prepletati v geopolitičnem, v geografskem smislu, v družbenem smislu, se mi zdi stalno širjenje ali pa izboljševanje zavedanja različnih sfer, različnih družbenih sfer je tisto, kar nikoli kot lideri nismo na koncu ali pa nikoli ne moramo reči, da smo že prišli do konca. Kaj se pa zgodi konkretno, ko ugotoviš, to je pa zdaj moja slepa pega, to moram razviti. Se poslužuješ formalnih izobraževanj, se sama vržeš v to, uporabljaš ChatGPT mogoče? Ne, ChatGPT-ja ne. Formalne izobraževanja bi si želela, da več. Sem pa zelo hvaležna, trenutno delujemo v okolju, ki je zelo naklonjeno refleksiji in pozitivnemu feedbacku. To ni feedback, recimo povratna informacija, ki sem jo, kot jo poznamo mogoče v Sloveniji, ampak res tista, res iskrena, res konstruktivna, res dobronamerna. In posvečamo temu ogromno časa, tako da skozi situacije veliko delam na sebi in proaktivno recimo sprašujem tudi ostale za nasvet in za povratno informacijo. Tako da se mi zdi res ta del opazovanja mogoče en korak, dva od strani, kaj bi lahko naredila boljš, kako je to vplivalo na nekoga drugega. Mogoče to, predvsem vplivanje na soljudi je tisto, na kar se največ osredotočam. In to se dogaja v dnevnem življenju. Najraje to počnem tako, kot recimo skozi formalno izobraževanje. Zelo mi je zanimivo, ker si večinoma govorila o mehkih veščinah. Dan bi rekel, da so mehke veščine prihodnosti? Zdaj, najprej moram urgirati, ker se res ne strinjam s tem izrazom mehke veščine. Nekako me vedno spomni na impotenco. In to niso mehke veščine, to so veščine, ki so, govorimo o družboslovju, humanistiki pravzaprav, ki so lahko neizmerno trde v načinu delovanja in v tem, kako vplivaš z besedami recimo na človeka, na družbo in z dejanji. In tudi moramo nehati, po mojem, ločevati med mehkimi in trdimi veščinami, zaradi tega, ker se mi zdi, da po nepotrebnem vzpostavljamo zid med
inženirstvom recimo na eni strani in humanistiko in družboslovjem na drugi strani. Kar sem vodil in tudi izvajal različnih raziskovalnih projektov, se je izkazalo, da izjemno dobro sodelujemo skupaj. Edino to sodelovanje nam da širši pogled in ko pogledamo na svet skozi ti dve leči, kvantitativnega in kvalitativnega hkrati, torej svet številk in svet besed recimo, takrat šele ga razumemo v tisti pravi globini. Tako da predvsem se moramo mi na humanistični strani mogoče večkrat poglobiti v številke in v inženirska znanja, na inženirski strani pa bolje spoznavati temeljna dela humanistike in čim več brati. Jaz mislim, da oboji moramo brati knjige znanstvene in pa tudi romane, zato ker je to tisto, kar nam odpira obzorja. Nujno. Branje je neka vrlina, ki žal zadnje čase tudi strmo izginja, tudi zaradi tega, ker smo dosti pred zasloni in nam pozornost pada in če bomo prenehali brati, potem izgubimo enega od temeljev človeštva in človečnosti. Bova rekla, da je to tudi mogoče tvoj nasvet za mlade, čim več berite. Za mlade in za stare, za vse. Za vse. Res, ne delam ločnice pri tem med mladimi in starejšimi, tudi sam imam, pa sem pač prebral nekaj knjig v življenju, celo jih nekaj napisal, ampak imam vse več težav z branjem, zato ker da bereš, moraš biti pa zbran. In kar priporočam mladim je, berite čim več, starejšim pa ponudite mladim knjigo, da jo odprejo. Berite jim na glas, svojim otrokom, zato ker je to tisto, zaradi česar postane nekdo boljši človek. Ljudje, ki berejo več, so dokazano boljši ljudje. So bolj empatični, lažje se prestavijo v čevlje drugega človeka ali pa mu zlezejo pod kožo, ga bolje razumejo. In knjiga je najcenejša popotnica po celem svetu. Se bom potrudil brati več po tem zelo zanimivem pogledu. Zdaj pa za konec samo še nekaj hitrih vprašanj in vaju prosim, da odgovarjate čim bolj na kratko. Smo pripravljeni? Super. Se lider rodi ali postane? Oboje. Nina? Postane. Kaj te dela drugačnega od drugih? Mene? Ja. Frizura. Ok, hvala. Število karier. Največji izziv tvoje generacije? Kako se odklopiti? Kako ostati zvest samemu sebi? Kaj je trenutno tvoj največji izziv? Kako se odklopiti? Ok, hvala. Nina? Kako se odklopiti, da bi imela več časa za svoje hobije? Katero vrednoto najbolj ceniš pri svojih sodelavcih? Zaupanje. Osebna integriteta. Kaj bo največji disruptor prihodnosti? Umetna inteligenca. Ja, in nezaupanje med ljudmi. Kaj te najbolj navdušuje glede prihodnosti? Umetna inteligenca. Zmožnost spoznati svet. Kaj te najbolj motivira? V življenju? Ja. Moja žena, moji otroci pa knjige. Družina, hribi, pa kakšen dober dosežek. Ena beseda za leto 2026? Ali pa pač umetna inteligenca. Bomo dopustili dve besedi v tem primeru. Nina? Jaz bi rekla pa upanje. Upanje, odlično. Nina, Dan, najlepša hvala, da sta gostovala v oddaji in bom rekel, želim obema in tudi nam vsem čim več pristnih človeških stikov v prihodnosti. Najlepša hvala za povabilo. Hvala. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, se vidimo naslednji teden v naslednji oddaji.